Do, do, no. Dobro jutro, dober dan, dober večer, ne vem, kakorkoli, v glavnem. Težko je sploh začeti kakoli. V glavnem Dallas je zmagal proti Golden Stateu in to. Ajde, gremo k bistvu. Golden State Warriors je doma, nikoli ni to enostavna tekma. Manjkal je Draymond Green, manjkal je Klay Thompson, to sta dva velika minusa. Imeli so Stepha Curryja, Andrewa Wigginsa, super, bravo. Na drugi strani so manjkali tudi igralci pri Dallasu, ampak to ni takšna izguba kot na drugi strani. Ja nič, gremo v tekmo, ne, tako bolj zaspano je šel Dallas v tekmo kot na All-Star tekmi Luka, res, prisežem, tole je bilo grozno od začetka, dobenega naboja, dobenega pampa, ampak, Dallas je na koncu zmagal, boga mi, ne znam kako, ali je. V glavnem, preden se dotaknemo vse vsebine tekme, teh čudes, kar se je dogajalo, vas že zdaj povabim, da se naročite na moj kanal, če še tukaj niste, skratka za podobne analize, highlights po tekmi in vse, kar spade zraven. Vabljeni, da se naročite. Evo, začenjamo torej s tekmo, grozen začetek, mislim, da je bilo 5:15, takoj nekaj tajega, vzamemo timeout, ništa od energije, ništa. V glavnem, na koncu, v nadaljevanju, je še šut malo popustil, kakšna sodniška odločitev slaba in evo ga, imamo živčnega Luko, ne, nič novega, v bistvu sfrustriran, kot je sam po koncu tekme srečanja priznal, ampak res sojenje je bilo katastrofalno. Tisti, kjer ste gledali tekmo, veste, o čem govorim. Govorim o prodoru Wigginsa z komolcem na čin, se pravi na brado, bila je razbita usnica, se vseeno. Naslednji napad, med za 3 točke Luke, on posega v njegov prostor, ni piska. Še naslednji napad, prodor Luke, on ga izrine z bokom, čisto iz ravnotežja, ni piska. Še naslednji napad, bam, tehnična Luke. Zdaj on pravi, da je rekel samo, da si bo vzbil oba dva gležnja, če ne bojo piskali, dobro, da pustimo malo z rezervo, ne, ampak razumem, zakaj je bil razpičkan tokrat, pardon izraz, ampak res, ker tole je pa bilo zdaj vse samo ne piskajmo Luki, to kar treba. V glavnem, energije dobene, zasluženo od zadaj po polčasu, mislim, da 10 točk nekaj tajega, ni mi jasno, kako 10 točk, to bi moglo biti 20 točk minimalno. Gremo v drugi polčas, ne? Isto, kot da smo ostali slačilnici, katastrofa. V tistem trenutku poznam določene osebe, ki so šle spat, vključno z mano, ki sem razmišljal, da bom šel spat, ker tole ni bilo podobno ničemor. Na mojo srečo je v tretji četrtini Luka zadeval 13 točk, tako da še me neki klik sem še imel, ostani buden, vsaj highlights naredi, pa bo pol pa četrta četrtina. Ne vem, kaj se je zgodilo z Golden State Warriorsi, ki niso zadeli ne bazena, ampak igrišča za ameriški nogomet. Zgodila sta se recimo Dinwiddie, Bertans vmes, second unit, evo, kot oni rečejo. Rezervna postava je prišla gor, naredila drmr. Pa koliko smo bili skeptični na začetku za Dinwiddija in Davisa Bertansa, ne? Evo ti pride taka tekma in ko pride majster not, ko mu od zadaj na dresu piše pripeljali so me, da naredim nekaj novega, da bo neka nova zvezda okoli Luke, pri Bertansu isto. Moramo vedeti, da je Warriorsi so imeli 21 točk prednosti v drugem polčasu. 21. In pol gremo v zadnjo četrtino in končamo četrtino 33-13. Pa kaj si ti nor? Skratka, Luka sploh ni videl igre v zadnji četrtini 6 minut do konca, nekaj takega, zato ker ni rabo, zato ker je druga enota delala vse, kar je mogla, ker so lomili rezultat, napad za napadom, obramba, končno pismo. In evo ga, 4 minute do konca srečanja ima
Dallas z Luko že na igrišču, 2 napada za vodstvo, 2 trojki smo takrat iz relativno odprtih metov zgrešili, mislim, da 2krat Bertans, se nema veze, ampak to je že bil indikator, da smo tam. Še vedno se Warriorsi niso zbudili v napadu, ni šlo, polje pa Luka vzel žogo, evo na koncu enostavno je vzel žogo, najprej z 2 asistencama, čisto enostavnima, mislim, da se eno sicer ni štela, ker je Finney Smith zgrešil polaganje, pa pol popravljal, vse nema veze. Najprej začel z 2 podajama, torej pa z prodori. Samem zaključku, ne, evo in pazi to, Skip Bayless ga je na Twitteru javno, ne, pohvalil, da je na koncu, ne, v bistvu, če citiram, LeBron James in Luka Dončić imata skupno to, da katastrofalno mečeta proste mete, ne. Ampak za današnjo razliko se Luka vsaj ni skrival, na razliko od LeBrona, se pravim, to so njegove besede, ampak se je blizu resnice. Luka je vzel žogo, jo zahteval od svojih soigralcev, nad njim so bile osebne napake in na koncu je Luka zadeval proste mete. Če se ne motim, je zgrešil samo čisto zadnjega, ki pa v bistvu na 6 točk razlike, 14 sekund do konca ni imel neke veze, še manj kot 14, 6 sekund do konca. Tako da skupno mislim, da je metal 9 od 10 proste mete, ne. Še bolj zanimiva je zmaga Dallasa glede prej omenjene tehnične. Luka je imel v celotnem srečanju 9 izgubljenih žog. Paziti to, 9 izgubljenih žog, ne. To bi bil neki čuden triple-double, ne, 34, 11 skokov pa 10, potencialno 10 izgubljenih žog, ne, hvala Bogu. Do tega ni prišlo, v zadnjem delu igre ni izgubil žoge, koliko vem, no. Čeprav so ga vmes tudi podvajali, jaz sem na začetku pa je ravno to bil razlog, prvi, da so ga podvajali, da je zelo težko prišel do nekih asistenc, plus 3-4, ampak res totalne bedarije, res, to se pravim, vstop v igro, pristop je bil, tako da gremo v gostilno na 3 pire, pa se nam ne da nog stegniti. Glavnem, na koncu koncev, kje so tole povlekli pri Dallasu, mi točno ni jasno, ampak lej, vzamemo vse, posebno zdaj, ko je razpored takšen, kot je, posebno zdaj, ko sta manjkala 2 izmed prve peterke pri Golden Stateu, kot pravim, Draymond Green in pa Klay Thompson. Tako da ta zmaga je zdaj v bistvu zelo pomembna, ne. Posebno na to, da grejo zdajle v Los Angeles, ne, se pravi proti Lakersom, kjer imajo eno res super, ekstra čudno sezono. Lejte, napovedalo se je kar nekaj slovenskih navijačev, ki so že včeraj leteli proti proti Kaliforniji. Skratka, mislim, da bo zanimivo. Evo, pa še eno čušno tekmo, vse najboljše Luka Dončić, ne. Danes ima majster rojsten dan, 23. Po tekmi so ga novinarji vprašali, kaj si je zaželel oziroma kaj si želi za rojsten dan. Majster je rekel, da bi več skakal oziroma da bi više skakal v tem smislu. To get a better jump, ne. Ja, dobro, ok, se nema veze, v glavnem. Ja, kaj pa vi, ste ostali budni? Oziroma, če ste ostali budni, da bi gledali tekmo, ste ostali budni v drugem polčasu. Še enkrat, jaz vem za ene par z njihovimi besedami, da bi si vrat najrajši zvili, ne. Ker niso ostali, ne. Nema veze, glejte, saj ni čistih razumem, ničim ni za zameriti. Gremo naprej, ne. Gremo naprej. Proti Utahu smo morali iti naprej, ker ni bilo nič posebnega. Evo. Zdaj pa je bilo posebno obračanje drugega, ne. Da bi prej vedel, bi se vstal po moje v polčasu, ne, bi bilo lažje, ampak kaj vse bi človek bil, če bi vedel naprej. Nema veze. Spodaj komentarji zelo dobrodošli z vaše strani, da malo pokomentiramo, kako pa kaj, že nekaj časa se nismo slišali. Zahvala vsem, da me spremljate, da ste naročniki kanala Greg Skort, če se slučajno niste, če vam je bila tale analiza všeč, če bi želeli slišati še kaj več, evo, vabilo zdaj, da se naročite na kanal Greg Skort, zraven tega še pridajo highlightsi as soon as possible ponavadi, no, in pa ostale zanimivosti sveta košarke. Kakorkoli, bodite lepo, dober, uspešen začetek novega tedna, tisti, ki imate počitnice, uživajte na polno,
Do naslednjič, z vami sem bil Gregor iz kanala Greg Sport. Čau!